Beletrina v živo. Ljubiteljice in ljubitelji klasičnega branja, klasične beletrine, lepo pozdravljeni. Zakaj in kako se sprašujem? Zakaj vedno znova? Kako je to mogoče? Vedno znova mogočni Rusi 19. stoletja, vsaj zame, ki rastem nekako v klasični maniri. Torej, zakaj vedno znova z enakim bralskim užitkom, z enakim začudenjem in čudenjem, zakaj in odkot moč Turgenjeva, njegova prepričljivost? Brala sem Lovčeve zapiske, knjiga je tukaj za nama, v izjemnem prevodu Urše Zabukovec, ko se ti slovenski jezik zazdi neznansko lep in tak tudi je. In ko se ti zazdi Turgenjev izjemen in tak vsaj zame tudi je. V Lovčevih zapiskih naniza skice ruskega podeželja, tlačanstvo, rusko naravo in, lahko bi rekli, naravo ruske družbe. Z mano je, gospe in gospodje, pisec spremne besede, dr. Blaž Podlesnik, lahko rečem kolega s Filozofske fakultete, ki predava med drugim tudi ruski realizem. Vsaj malce se ga dotika. In zagotovo mi bo Blaž odgovoril na vsa ta zmedena vprašanja, pa tudi morda na kakšno bolj solidno vprašanje, ampak začela bova z imeni. Pozdravljeni, Blaž. Živjo. Živjo. Blaž je soimenjak, moj soimenjak, pa me zanima, ali v ruskem jeziku obstaja ustreznica imenu Blaž. Pravzaprav ne. Ne? Ne. Obstaja pa ruska beseda Blaž, ki je ženskega spola. In ima tak zanimiv pomen, v bistvu lahko označuje tako dotaknjenost, lahko tudi blaznost, zamaknjenost. Wow, to se dobro sliši. Tako da tudi to je recimo ime za Ruse, je presenečenje, ko pač. Tako kot se meni dogaja na Iberskem polotoku, se morda vam tudi v Rusiji. Blaž, kaj je to zdaj za eno ime? Približno tako, ja. Blaž, kdo je lovec v Lovčevih zapiskih, če greva kar noter v knjigo? Ja, pripovedovalec. To je pravzaprav ena taka zanimiva literarna figura, ki ima seveda ogromno potez samega Turgenjeva. Turgenjev je bil plemič, bil je posestnik, bil je strasten lovec in ta nek neposreden vpogled v rusko podeželje, ki ga je v tej knjigi predstavil, je pravzaprav njegov oseben pogled, njegove osebne izkušnje. V neki pač zanimivi zgodovinski situaciji se je izkazalo, da je pač to material, ki pravzaprav zelo lepo funkcionira v literaturi. Tako da lahko rečemo, da je to neka taka zanimiva literarna figura, ki omogoča Turgenjevu, da na nek povsem nov način ruskim bralcem predstavi podeželje nekje v sredi 19. stoletja. Ampak vendar se ta lovec po podeželju ne potika sam, je v spremstvu oprode, bi lahko rekla. Več spremljevalcev, pravzaprav ves čas na nek način ima manjega vodnika. To so neki ljudje, ki pravzaprav vsi predstavljajo neko pozicijo na meji med družbo in naravo in na nek način je sam ta vstop v svet lovstva, zdaj govorimo o nekih kategorijah 19. stoletja, neko to zbližanje s svetom narave in v tej hierarhiji, pri Turgenjevu v 19. stoletju je pravzaprav to neka gradacija, pomikanja iz tega plemiškega okolja v to, dajmo temu reči, kmečko okolje in potem na tretji oziroma na drugem polu pa potem narava. Tako na nek način je pravzaprav ta umestna stopnja tega spuščanja v lov je pravzaprav neka pot Turgenjeva, kako se lahko približa temu drugemu delu ruske družbe, ki je bil pravzaprav prej za to visoko rusko kulturo bolj ali manj neznan. Omenjate naravo, te izjemne opise vam zelo pritrjujem. Z užitkom sem brala, kako opisuje vsa ta okolja, po katerih hodi. Omenjate pa tudi v svoji spremni besedi, da gre pravzaprav za navidezno zbirko lovskih zgodb. Navidezno morda v smislu, da gre pravzaprav za opise družbe, gre za kritiko družbe ali morda ne? Zelo v duhu, te sovjetske literarne vede 19. stoletja bodo seveda vsi govorili o Turgenjevu kot o velikem kritiku tlačanstva, ampak po drugi strani to Turgenjeva ni kaj dosti motil, da ni živel od dohodkov svojih posestov in živel nekega lagodnega plemiškega življenja. Sigurno kot
nek prozahodno usmerjen intelektualec ruskega 19. stoletja, je v tem tlačanstvu videl nek družben problem, neko stvar, ki jo je treba v ruski družbi razrešiti. Daleč od tega pa, da bi bil to nek tekst, ki bi bil, ne vem, politično angažiran. Šlo je bolj za to, da je Turgenev uporabil neke dost tradicionalne literarne postopke, zato da je te ljudi, ki so prej bili zunaj nekega fokusa ruske kulture, pomaknil v rusko kulturo. Da je z nekimi za takratne ruske bralce prepoznavnimi nekimi literarnimi modeli upodobil nek svet, ki ga oni prej niso poznali. In to je seveda imelo tudi ta učinek, da so ljudje ta svet videli, da so videli na nek način tudi težave tega sveta in seveda lahko tudi rečemo, da pač to na nek način je literatura, ki seveda opozarja na neke družbene probleme. Ampak v prvi vrsti je bil Turgenev pisatelj, njegov cilj je bil na novo skozi besedo pogledati svet in to mu je pravzaprav uspelo. Tudi sama bi rekla, nisem začutila ostrine, bolj ena tako mehko pripoved, v kateri se tu in tam znajde tudi kakšna žalostna usoda, kakšna žalostna zgodba teh ljudi, ki so bili nepismeni in tako naprej. Pravzaprav ogromno žalostnih usod, ampak moč Turgeneva je v tem, da pravzaprav v tem svetu odkril tudi vse tisto, kar se v nekih tradicionalnih kategorijah kulture razume kot lepo, kot visoko, kot vzvišeno. In to je ta nek kontrast, kjer je pravzaprav ustvaril neko bolj prepričljivo sliko ruskega podeželja kot vsi tisti pisci, ki so približno v istem času opisovali strašne razmere, tegobe ljudi in podobno. Efekt, ki ga je imel seveda na takratno izobraženo publiko, ki je bila vajena bolj ali manj nekih romantičnih ali pa pozno romantičnih literarnih modelov sveta, je bil seveda ta, da so pravzaprav v teh ljudeh, ki so jih prej videli kot neke bolj ali manj pol ljudi, zagledali sebi podobne. In to je njegova moč. Zdaj pravite, Blaž, zagledati sebi podobnega. In jaz bi se še malce, kot se reče, pomudila pri tlačanstvu, pa pri tej Rusiji 19. stoletja, ker sem nekoč brala, da Rusija kot taka ni doživela te renesanse, ko postavi človeka v ospredje, tega humanizma, ko človek postane središče vsega dogajanja. Zato morda še zmeraj tlačani v 19. stoletju, fevdalni gospodje, ta fevdalna razmerja. A je Rusija imela renesanso? Zakaj je bila takšna v 19. stoletju neevropska? No, to sta dve zelo različni vprašanji. Zakaj je Rusija neevropska? Verjetno zahteva en malo drugačno pot odgovora. Zdaj, zakaj običajno razlagajo ta razvoj ali pa razlagamo razvoj ruske kulture kot kulture, ki ni doživela tega renesančnega preporoda, zaradi tega, ker so se neke predrenesančne težnje, ki so v ruski kulturi v poznem 19. stoletju, konec 14. v začetku 15. stoletja tudi prisotne, se potem umaknejo zaradi tega, ker pride do neke take stroge centralizacije kulture, takrat, ko se ta država začne osrediščati okrog Moskve kot nekega novega političnega centra. In običajno govorijo o tem, da ta nek proces sekularizacije, ki ga je večina zahodnoevropskih kultur doživela v tem obdobju, se v Rusiji nekako nikoli ne izvrši. Tudi ta zunanja sekularizacija, ki jo na nek način izpelje Peter I. potem s svojimi reformami in svojo evropeizacijo v narekovajih, ni bila nikoli zares osrediščena na te neke vrednote, pravzaprav ni pripeljala do nekih resničnih, globih sprememb v razumevanju, v videnju človeka in potem se je ruska kultura skozi celo 19. stoletje zelo intenzivno ukvarjala s tem vprašanjem. Turgenev je tukaj pač v to temo dodal še lepo stratificirane prebivalce ruskega podeželja. Vem, da omenjate vrednost človeka, to se mi zdi tako zelo lepo, kako so vrednotili takrat človeka, niti ne tako visoko. Neka razlaga, ki pač kulturologov, ko govorijo o ruski kulturi, običajno poudarjajo, da je problem, ki ga je ruska kultura imela, je ta, da pravzaprav človek ni bil dojet kot neka vrednota sama po sebi. Da so je vedno pravzaprav merili
človeško vrednost v nekih zunanjih kategorijah, bodisi religioznih, bodisi socialnih. Ne. In ta neko kompromisno sprejemanje človeka, posameznika kot vrednote, ne glede na to, v katero smer, pozitivno ali pa negativno, se ta njegova človečnost realizira, ne, to je nekaj, kar pač v ruski kulturi manjka. Mislim, da do današnjih dni. Še zmeraj bom ostala pri tlačanstvu. Vsaj zdi se mi, da ostajam pri tlačanstvu, če rečem mužik. Kdo je to? Ja, to je ruski kmet. Ne? Ampak v tej knjigi so pravzaprav zelo različni kmetje. So tlačani, to so dejansko kmetje, ki so delali na teh plemiških posestvih in so bodisi to svojo neko zemljiško obveznost opravljali z delom ali pa z davščinami, ki so jih plačevali svojemu zemljiškemu gospodu. Potem imamo v tej knjigi tudi kmete, ki so se na nek način osamosvojili, so vzpostavili neka svoja gospodarstva. Imamo en poseben tip kmetov, ki so tako imenovani enodvorci oziroma svobodni kmetje, ki imajo svoja neka majhna zemljiška posestva. In pravzaprav nas Turgenev pelje skozi te zanimive oblike kmečkega življenja tistega časa. Od nekih tlačanov, ki so resnično v tem nekem osebno nesvobodnem pravzaprav ekonomskem odnosu do zemljiških gospodov, do vseh ostalih. Turgenev tudi omenja brado. Kakšen simbol ima ruska brada? In ali vi nosite brado, ker se ukvarjate z rusko literaturo? Ne, jaz brado nosim kot pustni kostum. To je taka šala, provokacija. Pa je bila ruska brada tudi provokacija v tistem času. Zakaj so tako na veliko nosili brade? Niso tako veliko nosili brade. Brada v 19. stoletju na intelektualcu je recimo znak vračanja nazaj v to rusko kulturo. Peter I., to je en od njegovih znamenitih ukazov, je zaukazal, da morajo plemiči briti brade, da se na ta način ločijo od tega ruskega srednjeveškega tradicionalnega sveta. Brade so nosili trgovci, brade so nosili kmetje, ki niso bili del te Petrove kulturne reforme. Šele v 19. stoletju, če pogledate, jaz imam na predavanjih iz ruskega realizma tak hec, da pokažem portrete vseh najpomembnejših piscev, in če pogledate njihove brade, se pravzaprav zelo lepo vidi, kako so se vračali nazaj, kako so odkrivali Rusijo v 19. stoletju. Romantiki, tako urejene brčice za listci in tako naprej, in potem se te brade daljšajo do konca 19. stoletja. Po teh bradah se jih tudi zelo lepo da umestiti v čas. Umestiti v čas in tudi na nek način analizirati njihove specifike v umetniškem videnju sveta, ampak pustimo to. To vprašanje brade je kar nerelevantno, za to, s čimer se ukvarjate. Ne, to je tako, ne vrste hec. Kot ste rekli, hec. Še to me zanima, ko sem brala te skice, jaz bi kar rekla, pač zaznala nekaj, čemur sem sama rekla kontrastiranje. Recimo v prvi zgodbi dihurja, neka oseba, ki je sposobna, sopostavlja s Kalinićem, ki je na nek način, ki se komaj pribija skozi življenje. Potem v neki drugi skici govori o starcu, ki je lepo čokat, ki je lepo rejen, nek drug pa je suhljat in ubogi in nima nikakršnega lepega kaftana. Ali je to sopostavljeno, to kontrastiranje priljubljena Turgenjeva recimo strategija pripovedna, ali je to slučajno? Jaz bi nasploh rekel, da je opozicija neko temeljno izhodišče kakršnega koli umetniškega videnja sveta, tudi literarnega. Zdaj, zakaj je Turgenev tudi tako na deklarativni ravni zelo izpostavlja pravzaprav to, da mu temu reči, kar binarnost?
zato ker je to na nek način povezano z enimi premiki, ki so se v tistem času zgodili v literaturi nasploh. Namreč literatura, vsaj ruska, se je od tega romantičnega modela začela približevati k temu realističnemu, znanstvenemu. In ta ideja pravzaprav tipologije, da je mogoče svet razložiti tako, da ga pravzaprav razdelite na posamezne pojave in na nek način razložite odnose med temi pojavi, to je nekaj, kar je prodiralo tudi v literaturo tako imenovanega obdobja naturalne šole. In Turgenev pravzaprav tukaj sledi, po eni strani sledi temu, po drugi strani pa je pa dosti velik umetnik, da te stvari tudi problematizira. Recimo pri tem Dihurju in Kaliniću, ki ste omenili, prvi zgodbi tega cikla je, na eni strani imamo zunanje bogatega in revnega, ampak če pa pogledamo duhovno, sta pa to dve figuri, ki na nek način ustrezata dvema kulturnima arhetipoma racionalista in človeka, ki je blizu naravi, ki je blizu umetnosti. In recimo, če je Dihur tukaj tak človek racija, je Kalinić pravzaprav njegova opozicija. V tem smislu prva zgodba z naslovom Dihur in Kalinić, zadnja zgodba z naslovom Gost in stepa, ki je pravzaprav ena taka pesem v prozi, kjer on opiše to svoje doživljanje teh dveh pojavov ruske narave. Imate gost in imate stepo. Rusija je na meji teh dveh svetov. Pravzaprav govori, da sama ta kompozicija tega cikla nas uči, da pravzaprav vse skupaj moramo vedno gledati v tej neki dvojnosti, v tej neki napetosti, ki pa ni enostavna, ni pravzaprav tako enostavno, racionalno, taksonomska, kot se morda na prvi pogled zazdi. Z navdušenjem govorite o Turgenevu, vas vidim. Če pa bi, se veste, kako je v srednji šoli pa na gimnaziji, ne učimo se o teh velikih Rusih, ki sem jih omenjala v uvodu v najin pogovor, ampak če bi vi morali sestaviti lestvico, kateri bi se uvrstili v top 5 vaših najljubših? In v katerem vrstnem redu? Za profesionalca to je nespodobno vprašanje. Na to vprašanje se ne odgovarja. Tudi ko se mame napraša, kateri je najljubši otrok. Tako blizu ste si torej. Ne v tem smislu. Pravzaprav nobenega zelo ne maram. Vsi mi gredo precej na živce. Verjetno kot z ljudmi se z njimi ne bi nikoli družil. Tako da težko, na to vprašanje se zelo težko odgovoriti. Ampak s knjigami pa se družite. Kakšna se vam zdi Lovčevi zapiski? Meni je zelo lepa. Zunanje ali zunanje in notranje? Notranje. To je en tak zelo specifičen tekst, ki bo vedno našel svoje bralce. Še to vas vprašam, rekli ste, nobenega posebej ne maram od teh ruskih literatov, ki jih moramo... Ampak veste kaj? Ne, narobe ste me razumeli. Vi ste rekli, da rangirajte najljubšega. In moram reči, da mi kot ljudje, nihče od teh avtorjev, velikih ruskih realistov, mi kot človek, pravzaprav, tako kot sem ga uspel spoznati, ne samo skozi njegova dela, ampak tudi skozi biografije, mi ni posebno blizu. Se mi zdi, da so to ljudje, ki niso bili kako prijetni. So ljudje z nekimi, bomo rekli, vprašanji in dilemami, ki so pa jih seveda razreševali na način, ki je nekaj dal svetu in nekaj da tudi meni. Tako da z tega vidika... Ampak hotela sem vas vprašati, Rusijo, ste potovali v Rusijo, kakšen vtis pa je Rusija na vas naredila v tistih prvih srečevanjih? Ja, to je tudi spet tako vprašanje. Jaz mislim, da človek, ki se ukvarja z neko kulturo, od nekega začetnega navdušenja, pravzaprav, ko začne spoznavati tudi neke stvari, ki morda v tej kulturi mu niso najbližje, verjetno od tega nekega začetnega navdušenja pride k neki bolj taki objektivni ali pa bolj objektivnemu sprejemanju te kulture. Se mi zdi, da je to nek čist običajen proces in bi težko samega sebe označil kot rusofila. Se mi zdi, da so te neke, ta neka fascinacija pravzaprav za neko določeno kulturo, da je velikokrat povezana s tem, da v njo projiciramo nek manko nečesa, česar sami nimamo, pravzaprav nismo pripravljeni resnično videti te kulture, ampak si ustvarimo neko iluzijo kulture, ki bi jo želeli videti.
pravijo, da je tako tudi pri ljubezni, da si ustvarimo iluzijo. Ampak, če se vrnemo samo še k eni stvari, to je en takšen, morda naivno vprašanje, znova z moje strani, kako svet oziroma ob tem konfliktu, ki ga ima Rusija zdaj z Ukrajino in svetom in ob teh vseh stvareh, žalostnih in tako naprej, kako to vpliva na ugled, sprejemanje ruske literature, teh velikih klasikov 19. stoletja? To je zdaj zelo odvisno od konteksta. Jaz sem, ko se je ta vojna začela, sem poslušal en intervju z enim ruskim literarnim kritikom, ki je na to vprašanje, pač kaj se takrat dogajalo v Ukrajini, ko so podirali spomenike ruskim pisateljem in podobno. Je zelo razumno odgovoril, je rekel, to so stvari, ki seveda jih je treba razumeti v nekem času in prostoru, ki so se zgodile, in nobenega smisla ni, da ljudi, ki so v tem konfliktu prizadeti, pravzaprav vznemirjamo ali pa dražimo z nekimi stvarmi, ki jih oni seveda na zunaj vidijo kot nekaj, kar je njim trenutno sovražno. In to je bila tudi v veliki meri tista neka začetna reakcija na Zahodu. Jaz mislim, da objektivno gledano te ljudi smo brali, jih beremo in jih bomo brali zaradi tega, ker nam nekaj govorijo. Ker jih pravzaprav mi potrebujemo. Druga stvar je neka ideološka apropriacija literature, ki se dogaja vedno, se dogaja v Rusiji, se dogaja tudi na Zahodu, se dogaja tudi v Ukrajini. Ampak to je nekaj, kar ima pravzaprav z neko resnično literarno izkušnjo zelo malo skupnega. Ko je literatura, pač ko jo pomaknemo v ta prostor ideologije, se pogovarjamo o knjigah od zunaj. Ne o tem, kaj ti teksti dejansko v nekih interakcijah z bralci lahko komu dajo. In tudi na način je tudi ta kontekst klasika, ne klasika, je morda malo povezan s tem ideološkim okvirom, ampak po drugi strani se običajno v ta nek klasični nabor vendarle vključujejo teksti, ki delujejo onkraj zgolj nekega tega ideološkega modela. Jaz se mi zdi, da tudi definitivno eden od takih tekstov. Blaž, zagotovo mi boste dovolili, da kot sklep tega najinega pogovora uporabim zadnji stavek iz vaše spremne besede, s katerim gledalke oziroma vi bralke in bralce povabite. Jaz pa bom gledalke in gledalce povabila z vašimi besedami. Takole bom rekla, če se želite odpraviti na lov za Rusijo druge polovice 19. stoletja, boste v Turgenevu verjetno našli najboljšega vodnika. Blaž, hvala vam za te besede, za to priporočilo, za ta pogovor. Zelo, zelo zanimivo mi je bilo. Najlepša hvala. Hvala enako. Hvala lepa pa tudi vam in vabljeni na branje Lovčevih zapiskov. Beletrina v živo.